V očarljivi vasici nad Litijo smo obiskali zeleni raj, ki navdušuje z več kot 2000 sortami rastlin z vsega sveta. Razprostira se na 1,5 hektarju skrbno utrjenega strmega terena, kjer nas čaka poučen sprehod med veličastnimi drevesi in grmovnicami ter osupljiv razgled na okoliške hribe. Smo na edinstveni lokaciji v Posavskem hribovju, kjer smo za nagrado dobili čudovit razgled. Miha, zanima me, na kak način se prebujate v takem okolju? Zjutraj, ko se zbudim, si najprej skuham kavo, sosedam na teraso, poslušam ptičke, potoček, kako voda šumi, potem si naredim plan za čez cel dan. To parcelo sem podedoval od moje mami. In potem sem pri 23 letih začel graditi to hišo. Potem sem tukaj začel delati te škarpe, da sem zravnal teren. In potem sem že za ogrodje posadil tudi določene rastline okoli hiše. Drugače pa vsako leto nadgrajujem in dodajam rastline. Že pred hišo nas dočaka zelo lep pozdrav. Katere rastline ste posadili tukaj? Pred hišo sem posadil tiso, ki sem jo začel vzgajati pred 27 leti. Vzgojil sem jo s potaknjencem in jo potem do danes sem jo takole oblikoval. Potem imamo še tam en hamaciparis. Sem ga isto takrat razmnožil in potem takole oblikoval. In javor za mehkobo? Tako, tako. Nahajamo se na 600 metrih nadmorske višine. Je južna lega. In mi tudi oljke zelo dobro uspevajo. Sicer jih čez zimo zaščitim. Predlanskem in lansko leto so mi tudi obrodile. Koliko je bilo pridelka? Ja, sem vložil 3 kozarčke oliv. Harmoničen koncept vrta se odraža tudi v skrbno izbranih okrasnih loncih, ki so ročno izdelani in svojo estetiko bogatijo balkone ter okolico hiše. Ja, veliko zbirko imam tudi citrusov, od limon, pomaranč, kumkvata, mandarin. Praktično so nezahtevni. Čez zimo jih isto zaščitim s kopreno. Pa ostanejo kar zunaj? Tako, jih pustim zunaj. No, pa tudi plodove vam dajo vsako leto. Tako, tako. Za varnost je bilo treba na robu vrta postaviti ograjo. Po Mihovih navodilih jo je izdelal njegov prijatelj, ki je lesene elemente zasnoval tako, da ohranjajo odprt pogled v naravo. Park Zeleni raj obsega 1,5 hektara površine. V njem domuje več kot 2000 sort rastlin, vključno z bogatimi zbirkami iglavcev, trajnic, kaktusov, grmovnic in starih sort sadnega drevja. Del parka je namenjen zeliščem in zelenjavnemu vrtu, ki Mihovi družini omogoča prehransko samooskrbo. In kaj vam pomeni delo na vrtu? Delo na vrtu me sprošča, profesionalno se ukvarjam z urejanjem vrtov, tudi s cvetličarstvom. Ko pridem domov po službi, sem lahko še toliko utrujen. Ko grem v ta moj park, se praktično spočijem. Zaradi strmega pobočja je bilo oblikovanje parka zahtevno, saj je zahtevalo temeljito utrjevanje terena s skalami in škarpami. Skupaj z zasaditvami je razvoj parka trajal več kot 2 desetletji. Glede na to, da je vrt na pobočju, je kar precej višinske razlike. Koliko? Ja, višinske razlike je približno 35 metrov. To višinsko razliko sem pa premostil tako, da sem naredil potke, razne stopničke. V parku sem naredil tudi 3 ribnike, potem potoček, tako da se višinske razlike praktično ne občuti. Ker hodimo malo cik-caka, ne? Tako, tako. Potem po potkah sem povsul sekance. Sekance pa zaradi tega, ker zelo dobro zadržujejo vlago, potem, če je kak naliv, ne spira zemlje, hkrati pa čez leta rata humus in potem vsako drugo leto samo dodajam sekance. Glede na to, da imate tako impresivno zbirko rastlin, me zanima, od kod te izvirajo, kje ste jih kupili, kje dobili? Imam rastline praktično iz celega sveta. Iz Avstralije,
Južne Amerike, Severne Amerike, tako da je res velika zbirka. Veliko rastlin sem dobil od zbirateljev, potem veliko rastlin imam tudi iz potovanj. Veliko rastlin pa seveda tudi sam razmnožim. Prvo rastlino sem razmnožil ko sem bil star 15 let, 27 let nazaj. Cryptomeria japonica spiralis oziroma po slovensko srpovka. Srpovka pa zaradi tega, ker ima iglice zavite v srp. Ja, iglavcev imate več kot 500 različnih, ne? Tako je, ja. Ja. In odkot je pa ta storž? A je padel kar z enega od teh dreves? Ta storž je od ameriškega črnega bora, latinsko je Pinus jefferi. Sadika te rastline raste tudi pri meni v parku. Ta storž sem seveda dobil. No, ampak za domač vrt pa si verjetno lahko izberemo kak iglavec, ki pa ima male storže ali pa najmanjši storž. Tako je. Imam tudi iglavca, na katerem zrastejo najmanjši storžki. To je kanadska čuga, v bistvu čuga canadensis. Naredi pa najmanjši storžek na svetu. Katere rastline bi mi izpostavili kot res prave posebnosti? Vsekakor na prvem mestu je Volemia nobilis. Živjo, jaz sem Svit. To je Volemia, odkrili so jo leta 1994, 150 kilometrov jugovzhodno od Sydneyja. Je živi fosil, ta rastlina je največja v Sloveniji, med največjimi v Evropi. V naravnem rastišču raste samo 39 odraslih rastlin. Spada med zelo ogrožene rastlinske vrste. Tako da v mojem parku raste zdaj 15. leto. Imel sem veliko srečo, da sem jo dobil od enega potem poljskega botanika. Tako da krasi moj park. Je pa največji in najbolj tak zdrav primerek te rastline zagotovo v Sloveniji. Potem lahko izpostavim tudi veliko zbirko ginkotov. Ginkoti spadajo med žive fosile, izvirajo iz Kitajske. Na Kitajskem velja ginko za sveto drevo. Tamle imamo araukarjo oziroma čilsko oziroma andsko smreko. To araukarjo sem posadil pred 20 leti. Sadiko sem dobil že 15 let staro. Ta rastlina izvira iz Čila, Južne Amerike. Tam raste na nadmorski višini tudi 3000 metrov ali več nadmorske višine. Tukaj le pred nama je pa školjkasta Cryptomeria, ker na koncu pogankov vidimo, da naredi tako kakor školjke ali pa kakor srčke, ne? Ali pa sploh na zgornjih pogankih se to lepo vidi. Zelo poseben iglavc, izvira pa domovina je japonska. Seveda ne smem pozabiti tudi na največja drevesa na svetu, med katere spadajo sekvoje, Sequoia dendron giganteum, po slovensko tudi mamutovec ali orjaška sekvoja. Največji primerki na svetu zrastejo v primer preko 12 metrov, obseg debla je lahko tudi 24 metrov, dosežejo starost tudi čez 3500 let. Park krasijo tudi listopadne in vedno zelene sekvoje, bogate zbirke kriptomerij in podokarpov, številni bori ter nekatera v Evropi bolj običajna drevesa, med katerimi eno izstopa zaradi svoje edinstvene oblike. Živjo, jaz sem Oskar, mene je to rastlino posadil ati, ko sem se rodil. To je v bistvu lipa, lipa je pa simbol Slovenije. Oblikoval mi jo je okar, mi je imel Oskar. V naslednji oddaji Ambientov nas bo Miha povabil med trajne nasade kaktusov, agav in jug, nežno se bomo približali šepetu vodnih motivov ter odkrili, katere živali so Oskarju in Svitu najbolj pri srcu.